Eden bistvenih pogojev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je bila ureditev čiščenja izcednih voda. Največja pridobitev je tako nova čistilna naprava, ki zdaj še testno obratuje, poudarja direktor Ceroda. Naložba je vredna 1,3 milijona evrov. Gre za čistilno napravo dvojne reverzne osmoze. Analize izcednih vod so pokazale 99% čistost prečiščenih voda, ki so sedaj primerni za izpust v ponikovalnico. Okoljevarstveno dovoljenje, ki je pomembno tudi za zapiranje stare in odpiranje nove deponije, velja za 10 let. Samo bomo pa morali na deponiji v letu in pol izpolniti tudi druge pogoje. To pomeni recikliranje, izbiro, predelavo odpadkov in tako naprej. To pa je projekt Ceroda 2. Pomembno pa je povedati to, da po letu 2013 bo prenehala veljati uredba o odpustkih pri odlaganju, kar pomeni, da moramo najhitreje pristopiti k izgradnji tako imenovane druge faze. Jutri se bodo župani vseh 15 občin, iz katerih vozijo odpadke na deponijo Leskovec, sestali na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da se dogovorijo o prejetih količinah odpadkov za obdelavo. In kolikor bo ministrstvo ugotovilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, ker vsa dokumentacija jim je že predložena, bo potrdilo zadevo in preidemo v razpis za izbiro izvajalca za gradnjo Ceroda 2. Izmed odlagališč, ki jim je okoljski inšpektorat pred časom prepovedal obratovanje, je sicer odlagališče Leskovec prvo z okoljevarstvenim dovoljenjem.